Medresorski delovni skupini, ki se ukvarja z vprašanjem, kako izboljšati letalsko povezljivost Slovenije, se zdi javno-zasebni projekt ustanovitve nacionalnega letalskega prevoznika skupaj s strateškim partnerjem najboljša rešitev tega problema. Vlada se je prejšnji teden seznanila z gradivom in zadolžila pristojno ministrstvo, da skupaj z drugimi resorji še naprej išče rešitve. Kaj pa glede predloga o ustanavljanju letalskega prevoznika? Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Do tja nas čaka še kar nekaj korakov, da se bi sploh lahko odločali o tem. Letalski posel je zelo reguliran z evropskimi pravili in vse to bomo v nadaljevanju na Ministrstvu za infrastrukturo dali na mizo, da bo vlada potem lahko odločala, kako naprej. Slovenija je zelo slabo povezana s svetom, naša letalska povezljivost je celo med najslabšimi v Evropi. Ker so bili vsi poskusi spodbujanja boljših letalskih povezav neuspešni, se je ponovno začelo tokrat resno in na najvišjih ravneh govoriti o tem, da bi morala imeti Slovenija svojega letalskega prevoznika. Sliko o pomenu nacionalnega letalskega prevoznika moramo gledati širše, upoštevati je namreč treba tudi njegove makroekonomske učinke. Študija, ki jo je po naročilu Ministrstva za infrastrukturo s svojimi sodelavci pripravil profesor dr. Jože Damjan, kaže, da je ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika lahko ekonomsko upravičena. Jože Damjan poudarja, da je treba letalsko povezljivost spodbujati na nacionalni ravni in da je to dolžnost vlade. Večina držav še vedno spodbuja in pa tudi financira nacionalnega letalskega prevoznika, kajti samo nacionalni letalski prevoznik je tisti, ki pokriva tudi linije, ki niso komercialno uspešne, so pa pomembne za povezljivost države iz vidika gospodarstva, športa, kulture in tako naprej. Kot je pokazala naša analiza, je imel nekdanji letalski prevoznik Adria Airways velike eksterne učinke, makroekonomske učinke, najprej neposredne, okrog 150 milijonov evrov letno samo zaradi tega, ker so imeli tam zaposlene ljudi, potem posredne učinke na vse dobavitelje in še, mi temu pravimo, inducirane učinke, se pravi to, kar so zaposleni v Adriji naprej trošili in je potem koristilo kot dodatno povpraševanje po celotnem gospodarstvu. In teh skupnih učinkov je bilo okrog 260 milijonov evrov. Potem je treba še upoštevati, da nacionalni letalski prevoznik, kot je bila Adria, spodbuja tudi prevoz tujih turistov v Slovenijo, bistveno več in drugačno strukturo teh turistov, kot to počnejo nizkocenovniki, in da to na letni ravni pomeni za Slovenijo okrog 170 milijonov evrov dodatnih prihodkov. In potem je še en aspekt, ki ga nihče ne omenja, so pa oportunitetni stroški, če nimaš dobre povezljivosti. To pomeni, da se moraš voziti na tuje letališča, s tem izgubljaš čas, potem recimo za te poslovne potnike je pa zelo pomemben ta vozni red, se pravi, da se lahko v enem dnevu v bistvu odpelješ na nek sestanek in se zvečer tudi vrneš. Da ni dnevnic, da ni izgube delovnega časa, ker te zdaj recimo traja ta poslovna pot 3 dni. To je seveda so prenočišča, to so dnevnice in tako naprej in ta oportunitetni strošek znaša okrog 140 milijonov evrov. Skupen učinek je tam okrog 570 milijonov. To je ogromen učinek, več kot pol milijarde evrov, ki ga imaš, če imaš dobro povezljivost. In to omogoča samo nacionalni letalski prevoznik. Vi omenjate tudi, da je tudi pravno izvedljivo glede pravil Evropske unije povezanih z državnimi pomočmi. Tu je veliko dvomov, tu je veliko opozoril. Mi smo predlagali rešitev javno-zasebnega partnerstva, se pravi vstop zasebnega strateškega, poudarjam strateškega partnerja iz letalske industrije v to novo letalsko družbo, kajti na ta način bi mi lahko pri Evropski komisiji tudi ne samo signalizirali, ampak dokazali, da obstaja tudi komercialni interes, ki pa seveda zahteva še določene spodbude se strani države in na ta način bi Evropska komisija bistveno lažje dala dovoljenje za odobritev državne pomoči tej nacionalni letalski družbi, česar seveda brez tega strateškega komercialnega partnerja ne bi dobili. In ta strateški partner, se pravi javno-zasebno partnerstvo, omogoča kasneje seveda tudi, da so ti deleži oziroma da so te vložki večji in da v primeru tudi seveda, če bi na dolgi rok prihajalo do večjih izgub, je mogoče tudi dokapitalizirati družbo, če bi to naredila oba partnerja. Tako da to je edini model praktično, ki trenutno ob tej regulativi, ki imamo v Evropski uniji, lahko sploh dobi zeleno luč v Bruslju. Kaj in koliko smo izgubili zaradi stečaja oziroma po stečaju Adrie Airways? S tem, ko smo izgubili nacionalnega prevoznika,
se je letalska povezljivost Slovenije dramatično zmanjšala. Praktično takoj po stečaju Adrie, se pravi novembra 2019, je letalska povezljivost Slovenije glede na primerljive države v regiji dramatično padla in tudi v času koronavirusa, se pravi v času epidemije, ko je letalska povezljivost v vseh državah upadla, v Sloveniji upadla še nekoliko bolj. In po ukrepanju, se pravi po letu 2021 oziroma po precepljenosti prebivalstva, se je povsod ta letalska povezljivost povečala. Lani se je večini primerljivih držav že vrnila na predkoronsko raven, razen Sloveniji, kjer je ostala na ravni 60%. Se pravi, mi danes dobimo Slovenijo 40% manj potnikov, kot bi jih dobili, če bi bilo ukrepanje enako kot v 5 primerljivih državah. Kar pomeni, da zaradi tega izgubljamo, se pravi, že v lanskem letu 40% teh makroekonomskih učinkov, in če to vrednotimo za obdobje med 2019 in pa 2022, pridemo na eno tako veliko cifro, kot je 1,8 milijarde evrov izgubljenih prihodkov, ki bi jih imeli, če bi naša letalska družba obstajala in če bi bila enako povezana, oziroma če bi omogočila enako povezljivost, kot je bila v 5 primerljivih državah, ki so v naši analizi. Kako naj bi ta družba poslovala, ne? To se mnogi sprašujejo. Prav zaradi tega smo predlagali ta model javno-zasebnega partnerstva s strateškim partnerjem iz letalske industrije, ki bo seveda ob tem, da bo prinesel znanje, dodaten kapital, zagotovil letala, bo predvsem vplival na to, da bo poslovanje družbe bistveno bolj transparentno, oziroma naj bi vplival na to, da bo bolj transparentno, da bo bolj tudi recimo pod narekovaji pošteno z vidika standardov v tej letalski industriji in da bo pač preprečeval te možne anomalije, ki se lahko pojavljajo v družbah, ki so v popolni lasti države, se pravi, da ni tega nepotizma, da ni tega političnega kadrovanja, ampak da predvsem prevladuje stroka. In tukaj v letalski industriji potrebujemo predvsem stroko, se pravi, potrebujemo strokovnjake, ki bodo znali prvič organizirati družbo, se pravi management družbe, ki bodo znali prodajati letalske karte in seveda tudi upravljati družbo v skladu s tem, da bo na dolgi rok lahko tudi uspešna, se pravi, da bo lahko zagotavljala tudi pozitiven poslovni izid. In če je v to družbo vključen tak strateški partner, bo seveda ta tudi poskrbel za to, da sam kot vlagatelj ne bo utrpel škode, se pravi ekonomske škode na dolgi rok, kar pomeni, da bo celotna družba zaradi tega lahko bistveno bolj uspešna, kot bi bila, če bi imeli samo državo kot lastnika. Omenjate strateškega partnerja, to se mi zdi neka ključna postavka, ne? Sama izbira strateškega partnerja bo seveda eden izmed najtežjih korakov pri oblikovanju nove družbe. Potrebno je preveriti interes na trgu. Jaz mislim, da precej tega interesa že je, treba je pa seveda tudi ustrezno iskati, se pravi iskati v pravi smeri. Mislim, da obstaja precej letalskih družb, vsaj kolikor je bilo do zdaj kontaktov, ki so zainteresirani za povečati svojo prisotnost v tej regiji in na ta način bi bili pripravljeni vstopiti v takšno letalsko družbo in seveda s tem pomagati tako sebi, kot seveda Sloveniji pri reševanju tega problema povezljivosti. Če ta projekt uspe, kdaj menite, da se boste prvič peljali z letalom te novo ustanovljene družbe? Optimistična varianta je, da bi lahko ta nova družba, če bo teklo vse po načrtih, torej če bo vlada dala zeleno luč, če bomo uspešno našli partnerja, bi lahko ta družba mogoče že začela leteti po poletnem voznem redu leta 2025. Odkar je pricurljala v javnost ta novica, ne, da je ideja o ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika nekako dobila podporo med ključnimi odločevalci, ne, se je zvrstilo veliko debat. Vas je kaj presenetilo? Ste slišali kaj koristnega? Jaz sem v bistvu pričakoval takšen odziv, namreč večina ljudi v bistvu razmišlja samo o sebi. Rečijo, jaz ne potujem, nočem plačevati nekega izgubarskega podjetja, ali pa če že kam letim na dopust, letim iz Benetk in to meni zadostuje. Večina ljudi ni sposobna gledati širših recimo družbenih ali pa makroekonomskih vidikov, in zato sem pričakoval tak odziv, tak individualističen odziv, ki pa ga lahko zelo hitro pobijemo s tem, da povemo, da so koristi od take nacionalne letalske družbe 100-krat večje,
kot je Slovenija trenutno pripravljena plačati z subvencijami tujim prevoznikom. In še en aspekt je tukaj pomemben, da v bistvu ne bo treba subvencionirati nekega izgubarskega podjetja, kajti mi smo naš model naredili tako, da smo rekli, da oba partnerja v začetni fazi vložita svoj kapital, ki omogoča pokrivanje morebitne bilančne izgube v 10 letih. In v teh 10 letih ni treba strani države, ne bo nobenih izdatkov za subvencioniranje tega podjetja, če bo seveda ta poslovni načrt in pa poslovanje te družbe uspešen. Vas je s svojim odzivom minister za finance Boštjančič, ki je tudi vodil Adrio Airways krajši čas, presenetil, ko nekako ni pokazal velikega navdušenja nad pobudo? Jaz gospoda Boštjančiča zelo dobro razumem, da ima seveda izkušnje iz prve roke v letalski družbi, ki jo je vodil, ki se zaveda, kako težek je ta posel, da je to ena izmed najbolj konkurenčnih panog, kateri je najtežje tudi dosegati pozitiven poslovni izid. Razumem njegov skrb, da je potrebno zagotoviti tak poslovni načrt, ki bo omogočal dolgoročno uspešno poslovanje te družbe, da ne bi prišli v podobno situacijo, kot smo bili recimo pri Adrii. In z tega vidika seveda je jasno, da je zaskrbljen, ampak mislim, da se da prav s tem, z proaktivnim pristopom, se pravi, da poiščemo tak poslovni model, da poiščemo takšnega strateškega partnerja, ki bo omogočil dolgoročno uspešnost, se te skrbi tudi uspešno odpraviti in mislim, da se bo finančnega ministra dalo pri tem prepričati, ko bo seveda videl konkreten poslovni načrt in pa seveda projekcije te nove družbe, ko bodo narejene. Peter Grašek, dober poznavalec razmer v letalstvu, je delal v Adrii Airways od leta 1985, od leta 1993 naprej je bil predsednik uprave, ki je uspešno izvedel tudi zahtevno sanacijo Adrije. Kako Grašek komentira idejo o ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika? Sta dve ravni. Emocionalna, sem vesel in super, da bi imeli prevoznika, ampak ekonomika in realnost trga je pa druga zgodba. Izredno težko je za majhnega prevoznika biti konkurenčen na tako majhnem trgu. Danes je recimo v Evropi okoli 20 grupacij prevoznikov, ki se bo morda zreducirala na med 5 in 10 največ v naslednjih 5 letih. Majhen prevoznik pa po defaultu plačuje vse draže, sploh pa v Sloveniji, kjer so cene letaliških storitev in goriva praviloma više kot drugje v Evropi, kar je izredno pomembno za prevoznika, ki ima svojo bazo v Sloveniji. Peter Grašek, za majhnega nacionalnega letalskega prevoznika, ki se šele ustanavlja, je seveda najpomembnejši korak pravno formalni. Vemo, kakšen je odnos Evropske komisije do državnih pomoči in ta bitka bo težka. Ja, ključno bo izdelati poslovni model, ki bo prepričal Evropsko komisijo kot odločevalca, da ustanovitev državnega, če gre za državnega, rednega linijskega letalskega prevoznika, ne bo izkrivljala konkurence. To bo izredno težko. Poznate ključne dele študije, analize, ki jo je pripravil dr. Damjan? Ja, cele študije pač nisem imel prilike brati. Bral sem to, kar je bilo pač objavljeno v medijih in seveda taka študija je vredna toliko, kolikor so pač realne predpostavke. Menite, da bi bila prava odločitev javno-zasebno partnerstvo? Ja, to bi bilo super, če bi prepričali nekoga, da gre v to. Te privatni investitorji lahko v začetku verjamejo v projekt, ko vidijo kaj bolj zanimivega, lahko hitro. V Sloveniji treba biti realen, kaj lahko mi ponudimo. Ponuditi ne moremo velikega trga, lahko bi ponudili nekaj. Jaz imam idejo, kaj bi lahko ponudili. Neki ostanki so in z nekimi spodbudami človeški kapital. Adria je bila znana po tem, da je imela odlične kapetane, inštruktorje, odlične inženirje za vzdrževanje, odlične mehanike, odlične tudi na vseh drugih področjih. Ti ljudje so se po stečaju preusmerili v druge poklice, vendar pilotov, jaz verjamem, da bi se dal še kaj privabiti. To govorim zaradi tega, kaj je naša komparativna prednost.
ob dejstvu, da bo veliko pomanjkanje pilotov. V ZDA že je, v Evropi v naslednje leto se ocenjuje okoli 1000, v naslednjem desetletju okoli 6000 pilotov manjkalo v Evropi. Vse šole, ki šolajo pilote, so polne, ker post-covidna rast prometa je pomembna. Tako da, če bi znali motivirati, zbrati pilote, inženirje, ok, te so že v Adrii Tehnike, ki odlično posluje, žal v tujih rokah. Če bi znali narediti atraktivno okolje, se pravi z zelo konkurenčnimi cenami letaliških storitev, goriva, sem prepričan, da bi se dal tudi dobiti nekega strateškega partnerja, ki bi se odločil zaradi teh komparativnih prednosti ustanoviti neko bazo na ljubljanskem ali pa mariborskem, manj verjetno, letališču. Po cenah nismo konkurenčni, po velikosti trga sploh ne, človeškega kapitala je pa kar precej bilo, še nekaj ga je, pomembno bi bilo ga ohraniti in dati v funkcijo tega projekta. Seveda se pa mora nekdo aktivno s tem ukvarjati, se pogovoriti s temi ljudmi, jih identificirati, narediti nek program konkreten, ker ljudem ne moreš praznih zgodb, ljudje morajo imeti plačo vsak mesec in pač živijo od nečesa, in potem pač najdeti eventualno interesenta, ki bi ga to zainteresiral, ne nujno samo iz Evrope, lahko tudi iz kakšnega drugega kontinenta. Treba pač malo širše pogledati, tisti, ki ima ambicije se širiti morda v Evropi, čeprav tukaj so zopet neke pravno-formalne, ne sme biti, to bi lahko bilo manjšinski delež lastniški, ne takega partnerja, ampak to bi v veliki meri pomagalo, ker bi zmanjšalo tveganje države, ne. Kakšna flota, recimo, je nujna za nek začetek? Veste kaj, flota se definira potem, ko se definira, kaj se bo letelo linije. Ja. Ne. Amerikanci rečejo, what's the mission, ne, kaj bomo leteli. No, pa destinacije, ne. V tej študiji je omenjenih 7, 10, 11, največ variant, seveda. Jaz lahko samo povem glede uvajanja linij, da je to zelo drag projekt, stane med 1 milijon do 2 milijona na leto z negotovim izidom. Seveda spisek želja je lahko velik. Letalski prevoznik, ko odpelje prazen sedež, brez dohodka, je to čista izguba in gremo na naslednji let. In to se pač kumulira in to se na letni ravni nabere ogromno tega in pač potem pride pač odločitev, ali je možno še nadaljevati ali pa bolj pogosto ukiniti. Tudi vi zagovarjate ta model, da je čim več letal istega tipa? Ja. Jaz sem prevzel Adrio, dejansko mi smo imeli 5 različnih tipov letal, spravili smo na 2 tipa. Unifikacija flote, to so ogromni prihranki. Tako da ja, vsekakor, sploh za majhnega prevoznika, samo en tip letal in nič igračkanja z različnimi tipi. Kaj pa vodenje? Letalstvo ni neka atomska fizika, to je pač ena dejavnost, ima nekaj specifik, ampak dober menedžer, ki je dober v nekem proizvodnem podjetju ali pa tudi trgovskem, je sigurno lahko tudi dober menedžer v letalskem prevozniku. Tako jaz tukaj ne bi delal mistike, važno je pač, da je kvalificiran z dobrim track recordom pač v prejšnjih službah in dobri, bi rekel, te vodilni kadri itak po parih letih gredo drugam, da ne obremenjujejo družbe. Ker človek se nekako po 2 mandatih se izpoješ, nimaš več idej, začneš rutinsko delati in postaneš breme za družbo. To je moje mnenje in je fino, da se zarotirajo, da pridejo tudi ljudje iz drugih dejavnosti zraven, ne nujno iz letalstva, ker je pač tisti preozek pogled včasih z znanjem, seveda finance so pomembne, da obvladaš, ker je finančni del in financiranje kar pomemben del tega posla. Ne. Se pravi, po vsem, kar ste nam povedali, ne odklanjate ideje o ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika, opozarjate pa na pasti. Če uspe vlada zlobirati ali pa prepričati komisijo, ne, da nam to odobri, je po mojem mnenju nujno potrebno
bogato kapitalizirati prevoznika, ker pravilo, ki v EU velja, je enkrat na 10 let državna pomoč. In prva leta najmanj, če ne dal, bo pela izguba, sigurno. Najdete potem povezavo, če že ne pač zasebno javno partnerstvo, pač neke komercialne dogovore, da bo pač ta nov prevoznik tudi v funkciji nekega velikega prevoznika, kot je bila Adria v funkciji Lufthansa, verjetno Lufthansa še vedno, po mojem, najbolj logičen, so tudi takoj za Ryanairom največji v Evropi, more pa se zavedati ustanovitelj, kdorkoli že bo, da bo potrebno financirati na nek podoben način, kot se financirajo storitve slovenskih železnic in pa avtobusnih prevoznikov v Sloveniji. Ne. Tukaj je problem, ker mi tega argumenta notranjega prometa nimamo, smo premajhni, ni linij znotraj Slovenije. Ne. So vas povabili k sodelovanju pri teh razmislekih o nastajanju nacionalnega letalskega prevoznika? Ne, jaz to pač spremljam, ker me zanima, ker sem pač preživel 20 let v Adriji in spremljam pač to dejavnost, nimam pa nobenih ambicij tovrstnih. Ampak v Sloveniji ni ravno veliko poznavalcev na tem je, področju. Kar nekaj ljudi, veste, ni tako malo. Tam kadri iz Adrije, pač nekateri so res vrhunski, imate veliko ljudi, ki zelo dobro poznajo, vendar so mnogi izgubili voljo sploh sodelovati zaradi pač teh slabih izkušenj. Tako je. Gospod Grašek, ko sva se pogovarjala o Adriji za naš podcast Adria Forever, ste omenjali špekulante, ki se vsakič pojavljajo, tako ko letalski prevoznik še deluje, ko ima težave in verjetno tudi, ko se pojavi ideja, da bi se nov letalski prevoznik ustanovilo. Menite, da so zdaj že špekulanti v pripravljenosti, da so že dejavni? Ja, običajno, čim se začne govoriti o nekem projektu, pridejo pač zraven tudi razni lobisti z svojimi idejami, ki niso nujno slabe, treba biti pa toliko pameten, da se jih presodi, kaj je vrednega, kaj ni. Vi ste tistim, ki ste jih prepoznali kot špekulante, kot mi smo jih vrgali iz pisarne. Ja. Skratka, treba je znati tudi koga nagnati iz pisarne. To bi priporočil, v Sloveniji vsem odločevalcem, da komu pač direkt povejo. Da postavijo pred vrati. Tako je. Slišali smo, da je povezanost Slovenije s svetom zelo poslabšal propad Adrie Airways. Seznam vseh tistih, ki so pomagali pripeljati Adrio do bankrota, je dolg. Usodni udarec pa je bila prodaja Adrije najslabšemu možnemu ponudniku, finančnemu skladu K4 Invest. Leta 2019 bi se najpomembnejše, kar je od finančno povsem izčrpane Adrije ostalo, še dalo rešiti. Takrat so odločevalce prepričevali z istimi argumenti, kot jih slišimo danes, a je oblast Adrio pustila potoniti. Profesor Jože Damjan. Prav takrat sem tudi jaz in pa nekaj kolegov smo pisali o tem, da rešimo Adrio, da se pravi, da v bistvu od tedanjega lastnika, to je finančnega sklada, da se odkupi Adrio in da se ohrani tisto, kar je imela njeno pravo vrednost. Ne? To so bili pa zaposleni in to so bili sloti in pa vsa dovoljenja, ki jih je Adria imela. In takrat je bil tudi strošek, recimo ustanovitve nove družbe najmanjši, ker zdaj moraš od začetka ustanavljati in bila ta letalska družba očiščena, lahko živela naprej in s tem omogočila Sloveniji povezljivost. Potem ne smete pozabiti, da je prišlo še leto 2020, leto epidemije, ko so evropske države vložile v obliki subvencioniranja nacionalne letalske družbe 35 milijard evrov. Tudi takrat bi Slovenija lahko na podlagi teh koronskih ukrepov pomagala tej nacionalni letalski družbi in s tem omogočila, da bi preživela, da bi se sanirala in da bi lahko danes uspešno poslovala, tako kot recimo posluje Lufthansa, ki je takrat dobila od države 9 milijard evrov državne pomoči. Ja, zato se je treba pač včasih pogumno odločati za take projekte. Kot politik moraš biti vizionar in moraš se zavedati teh širših družbenih učinkov tvojih ukrepov in ne gledati zgolj individualistično posameznega projekta, ampak treba gledati širše družbene interese. In nažalost tega pri naši politiki običajno dramatično primanjkuje. Če smo se iz žalostnega konca Adrie Airways vendarle tudi kaj naučili, je zdaj morda zadnja priložnost, da Slovenija uspešno opravi popravni izpit in končno dobi krila.